Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Sliko smo se preselili na soncem obsijani Kras, kjer je pred nami uvod v 35. krog prve lige Telemach. Tabor iz Sežane pa na svojem igrišču gosti Bravo. Nogometna matematika je jasna, domača ekipa potrebuje še točko, da potrdi 9. mesto, ki podaljšuje upanje na igranje prvoligaškega nogometa tudi v naslednji sezoni. Bi Tabor končal na zadnjem mestu in tako izpadel iz elite. Tole je zdaj v napadu Koderman, Bongongi ima priložnost in mimo vrat. In Koper je torej odnesel pokalno lovoriko, zdaj lepa akcija zasedbe Tabora, pa brez zaključnega strela. Zdaj Mavretič poizkuša, našel je Bongongija brez prepovedanega položaja. Bongongi odbil je Španring, pa potem še en poizkus brani ga Lubej Fink. Težav za Nemaniča, žoga ostaja v igrišču, Španring in Selan, lepo sta tole odigrala. Španring, tu je zdaj Bajde do strela in gol! Zadetek za Bravo iz prve priložnosti na današnji tekmi. Gregor Bajde je premagal Jana Koprivca, lepo sta odigrala Španring in debitant v začetni enajsterici Beno Selan, potem pa je znal v slogu tistih pravih napadalcev, tudi s hrbtom obrnjen proti vratom, najti prostor za zaključek Gregor Bajde in premagal je prekratkega Jana Koprivca. Tu so zdaj nove težave za zasedbo Kraševcev. Poglejmo. Sever močno, Koprivec je imel kar nekaj težav, Kavčič še enkrat Koprivec. Koderman zlahka mimo Španringa, to da potem spet brez prave podaje. To je zdaj Briški bo udaril z razdalje in kar nekaj dela. Se bo očitno pomeril svojo nekdanjo ekipo. Memič. Zdaj je Nemaniča, tu je zdaj Sever, mimo vrat Leon Sever. Šoka na oddaljenejšo vratnico. Postal je nogometaš, na katerega lahko očitno Dejan Grabič v naslednji sezoni resno računa. Tole pa zdaj Osenek! Tole je bila fantastična obramba Dokure. Žoga Dokureja proti Kodermanu, dober sprejem Kodermana. Koderman je zdaj v kazenskem prostoru. To da spet zanesljiv ga Lubej Fink. Ne najde načina, kako priti do izenačenja in točke, ključne v boju za obstanek, oziroma vsaj za dodatne kvalifikacije. Tu je zdaj Monjac do strela! Tole je Lubej Fink ubranil. Po koncu srečanja v moji družbi domači strateg Dušan Kosič. Gospod Kosič, na koncu rezultat, ki si ga niste želeli. Bravo je zadev, vi niste. Kako ste nekako videli to srečanje? Ja, nismo gledali preveč kvalitetne tekme, tudi nek imperativ te točke, ki smo si jo želeli. Nam ni uspela, Bravo izkoristil eno svojih priložnosti, mi na drugi strani smo imeli podobnih nekaj situacij, pač ni šlo v gol. Nekako imamo občutek, da smo že z glavo v kvalifikacijah, čeprav si tega še nismo zagotovili. Verjamem, da ste v zadnjem obdobju poizkušali marsikaj, dvigniti ekipo na različne načine, tudi danes spremenili postavitev v drugem polčasu. Kaj še lahko trener v takšni situaciji stori, da se nekako ta rezultatska krivulja obrne? Dobro vprašanje. Ja, trenerji ponavadi to iščemo, šok terapija, ali se skregamo, ali se bomo, ne vem, nekaj, ali se trenerja zamenja, ali trener vrže 2-3 igralce ven, da se zbudimo, ampak glejte, imamo tudi nekaj drugih problemov. Po eni strani fante razumem, po drugi strani pa enostavno bi mogli danes več dati. Bravo je bil discipliniran. Ko so povedli, mi smo imeli pred njihovim golom nekaj situacij, kjer bi mogli izkoristiti, pač nismo in potem se je težko v igro vrniti. Najlepša hvala, srečno. V moji družbi po koncu tekme strateg Brava Dejan Grabič. Gospod Grabič, držali ste obljubo, pred tekmo ste rekli, gremo na zmago, na koncu je tu. Kako ste vi vse skupaj videli? Jaz sem presrečen, ker vem, da je bil to težek moment za naše igralce, oziroma za cel klub, čustveno. In potem po 2 dneh odigrati s tako željo, s tako borbenostjo je pokazatelj, da imamo fantastičen karakter v ekipi in to smo zdaj dokazali že neštetokrat in v bistvu osnova, kar mi zahtevamo od nekoga,
napak ne zamerimo, zamerimo samo odnos, ampak že dolgo ne moremo temu nič reči. No. Tudi glede na vašo sestavo današnje ekipe je potrebno seveda izpostaviti mladeniče, ki so danes odigrali recimo temu prve resne minute, nekateri v prvi ligi pa pokazali, da se lahko kosajo s fanti na tem nivoju. Kako ste morda zadovoljni s temi, recimo temu, novinci, najstniki? Zelo, Lubej je debitiral, golman, tako da je branil odlično. V bistvu nam je zelo zaslužen tudi, da je to zmaga in da ni neodločeno. Kadet Selan podobno, velik potencial, in pa Marjanac spet, Vodeb je že igral v prvi postavi že dvakrat in potrdili so vsi svoj potencial in to, da bojo dobili vse več priložnosti. Lahko pa tudi je to znak za vse ostale iz mladinskega pogona oziroma nek motiv, da delajo, ker pri nas res najhitreje dobijo priložnost. Ne smem pa pozabiti ostalih igralcev, tudi tisti, ki so z manj minutaže v prvenstvu, z manj ritma tekem danes štartali, so bili odlični, tako da jih je treba zelo pohvaliti. Najlepša hvala in srečno. V moji družbi po koncu tekme Erik Salkič. Pomembna tekma za Tabor, na koncu pa razplet, ki si ga niste želeli. Kako ste vi videli današnjo tekmo? Ja, v začetku smo zelo slabo, moram res, stopili v tekmo, se pravi, bili smo nekako preveč težki, premalo duelov smo dobili na sredini igrišča, veliko preveč čistih pasov smo dali njim, posledično si nismo mogli priigrati nič kaj dosti v prvem polčasu. V drugem polčasu sicer smo ostali, malo smo spremenili postavitev, smo mogoče se pomaknili nekoliko bliže nasprotnikovemu golu, ampak še vedno veliko premalo za kaj več danes. Kaj lahko zdaj kot kapetan nekako storite v tem zaključku sezone, da dvignete fante in da skušate nekako izbojevati ta obstanek? Ja, mislim, da moramo, se pravi, zdaj vsako tekmo do konca, se pravi, in zadnjo in posledično kvalifikacije odigrati, se pravi, z drugačnim pristopom. Mislim, da moramo biti na igrišču malo bolj kompaktni in malo bolj kombinatorični in poskušati iztisniti iz teh tekem maksimum, zato da bi ostali v družbi prve lige. V moji družbi po koncu tekme ga Lubej Fink. Čista mreža, zmaga na debiju, verjetno kar nekako sanjski dan za vas. Pa ja, nič lepšega. Po 2 letih, ko se vsak dan treniranja s člani, pa to sem končno dočakal tudi to, pač sanje vsega. Tako da ja, super, ne bom ga zihar pozabil nikoli. Kako si sicer zadovoljen z današnjo svojo predstavo in s predstavo ekipe? Mislim, glede na to, da je bila 0, mislim, da ne bi mogli biti boljši. Kar se pa tiče napada, pa važno damo gol in da zmagamo z 1-0, druga naravno. Najlepša hvala in srečno. Hvala.